Skoraj sem stopil nanj, bil sem lovljen, izpustil sem ga, imamo morskega psa v plitvini, imamo žerjavico. Poglej, kako divje je to. Upam, da ni gnilo znotraj. Se šališ. O moj bog, spravimo to dol. Drugi veter, juhu! To bo ena dolga noč. Komarji, poglej to. Popolnoma me napadajo, stari. Tok žuželk. To je noro, tega še nikoli nisem nadel. To bo tok dober. To je ena najbolj smrtonosnih živali na svetu. Tukaj sploh ne spim. Poglej moje oči. No, to smo mi, fantje. Preživeli bomo tukaj na tem otoku naslednjih nekaj dni, brez hrane, brez vode in brez zavetja. To bo res nora naloga. Rad bi vam pokazal, kaj imam v svojem nahrbtniku, potem pa bomo začeli raziskovati ta otok. To je res noro. Prav, postavimo se kar tukaj, najprej pa jo odpremo. Imamo vodo. To je praktično vse, kar bomo imeli naslednjih nekaj dni. In to ne bo dovolj. Zato bomo morali raziskati ta otok in videti, kaj še lahko najdemo za tekočino. To nas bo tukaj držalo po koncu. To je majhna viseča mreža, ki jo lahko napnemo med nekaj drevesi, upam malo kasneje. Še vedno moramo narediti nekak vremensko odporen sistem, če bo tukaj deževalo, ampak vsaj ne bomo spali na tleh. Imamo dron, ki nam bo očitno pomagal, morda bomo z njim raziskali nekaj območij in posneli nore posnetke za vas. Imamo GoPro baterije nam ne bojo lih pomagale, tukaj imamo našo majico, ta nas bo grela skozi noč v naslednjih nekaj dneh, fantje, ker predvidevam, da bo postalo zelo mrzlo. Tukaj imamo to zadevo, fantje. Imamo mini nož. To je to, nimamo niti mačete ali česa podobnega. Upam, da nam bo to omogočalo, da očistimo kakšno žival, če bomo lahko dobili kakšno hrano, jeklo in kresilo. Upam, da bomo kasneje lahko zakurili ogenj, ampak ne vem. Imamo veliko vlage zaradi teh oblakov, zato ne vem, kakšne so naše možnosti. Tole tukaj, fantje, imenujemo džungelski sok in to bo značilnost videov Offshore Tales. Namen tega je, da ga vzameš samo takrat, ko dosežemo dno, naj bi nam to dalo drugo priložnost. Skoraj kot Juggernaut v Call of Duty, kjer ga vzameš in potem postaneš imun na napade zombijev. Tako deluje ta zadeva. Končno, fantje, imamo tole zadevo, temu pravimo ročna sulica. To bo naše orožje v naslednjih nekaj dneh, s katerim bomo, upajmo, ujeli kakšno žival. Kaj narediš je, da ga natneš za elastiko in potem spustiš. Bum! Tako bomo, upajmo, ujeli kakšno žival. Imamo tudi masko tukaj in plavuti za potapljanje, da bomo lahko odplavali z tega otoka in poskusili ujeti kakšne nore živali. V nahrbtniku nimamo nič več, prepravljeni smo na tem otoku, začeli bomo raziskovati. O, to bo noro, človek. Gremo. Hočeš najdeti kraj, kjer lahko odloživa vso opremo? Ni smisla, da to nosim naokoli, ker me bo sam še bolj utrudilo. In porabiva cel kup energije, ki jo bova morala nekako nadomestiti z tekočino in hrano. Pri tem izzivu, to drevo tukaj, to bi lahko bil dober kraj, da odloživa neki stvari. Ja, prav, odložil ga bom kar na ta kamen tukaj, kot vidiš, malo zaščite pod tem drevesom, kar je dober. Saj našla sva prostor tukaj, kjer se lahko umakneva iz sonca, če bo treba. Trenutno ni prav nič odpora na vreme, ampak vseeno nudi neko zaščito. Zdi se, da je tukaj naokoli kup raztresenih mehkih plažic s temi skalnatimi rtovi. In upam, da bo našla kaj zanimivega, kar je naplavilo. Kot lahko vidite, je tukaj kup smeti, ki jih je naplavilo. Poglejte to, to je star kokosov oreh, ogromno jih je. V enem od njih mora biti nekaj noter, ampak je samo polno školjk. Večina teh kokosovih orehov je preprosto zgnila. Šlovk ne najdeva prav veliko. Lahko vidite, prav tukaj. To je vse vulkanska skala, to dejansko prihaja iz vulkanov, to je vsa lava in podobne stvari. Ko pride v stik z vodo, se spremeni v take pelete. Ampak kar lahko naredite je, da si to podrgnite po podplatih in po rokah in odstrani vso odmrlo kožo z vas. Ampak tega ne bomo potrebovali, fantje, ker bomo tukaj zunaj umazani. In ni šans, da bi si delal preklet pedikuro. Tukaj na teh otokih imamo nekakšno vedro ali kaj podobnega, tega res ne moramo uporabiti. Imamo tega hudega fanta, prav. To bomo zagotovo vzeli, ker če bo kasneje malo deževalo, bomo to zagotovo lahko uporabili za zbiranje neke vrste vode. To veliko staro vedro nam bo prav prišlo, zato ga bom hiter odložil nazaj v tabor. Pripravljeno, poglej tole tukaj.
Razlog, da vem, da to ni sveža voda, je, da je v njej pravzaprav mehna kozica, ki plava noter. Tukaj je. Ne bi preživel, če bi bila to sveža voda, zato sem 100% prepričan, da je to slana voda, sicer bi jo verjetno lahko pil. V redu, imamo staro plavut. Te stvari izgledajo kot moj prekleti levi prst na nogi, tako so prekuhane, zato tega ne bomo uporabili. Hej, to mora biti prvič človek. Še nikoli nisem našel tega prekleta golf žogca. Ni šans, brat. Dobesedno sem tukaj našel golf žogco. V redu, to bom obdržal samo zaradi zanimivosti. 100%. V redu, bomo morali iti višje na ta otok. Poglejmo, kaj še lahko najdemo. Poglej tole tukaj. To lahko dejansko uporabimo. 100% velik kos plastike. Nimam pojma, odkot je, ampak to je res dobra najdba, človek. V redu, nadaljujmo z raziskovanjem. Našli smo nekaj res dobrih stvari, zato smo jih zdaj odložili v taboru. Poglej to, imamo natikače. Tega ne moramo uporabiti. Gremo naprej. Imamo malo vrvi, to bomo zagotovo lahko uporabili, to vzamemo nazaj v tabor, brez dvoma. Nekakšna stara potapljaška maska ali nekaj tazga. Morda bomo to lahko uporabili, zato bomo to vzeli nazaj v tabor. Prav tako smo zbrali nekaj res izjemnih stvari. V redu, tukaj je, kar smo zbrali, torej očitno imamo naš nahrbtlik, imamo to veliko staro pokrovko, imamo celo kup vrvi, vedro za golf žogce, da nekaj zberemo. Imamo ta filtrirni sistem, ki ga verjetno lahko uporabimo, pa tudi vso to vrv in vse ostalo. Tako vroče je zunaj, da se potim kot debel otrok na uri aerobike. Še vedno nismo našli nobene tekočine, nismo zakurili ognja in še nismo postavili zavetja za nocoj in naslednjih nekaj noči. Vreme tukaj na teh otokih se lahko zelo hitro spremeni. Trenutno je v redu, ampak po noči lahko začne močno deževati in res nočem spati na prostem. Mislim, da sem pravkar nekaj opazil na obali. Ja, poglej tole v obalnem valu tukaj. Vidiš to? To je ogromna jata drobnih rib. Vidiš? Poglej to tukaj, človek. Poglej to. Vidiš tisto ogromno jato vabe? Tam je bil tudi kakšen plavutič. To je res dober znak. Kar se v resnici dogaja je, da vse velike ribe preganjajo to vabo proti obali. In upajmo, da bomo lahko popoldne zaplavali ven in videli, če lahko dobimo kakšno hrano. V redu, imamo vse, kar potrebujemo za naše zavetje, ampak tam spodaj ob vodi je še ena malca, ki jo lahko pojemo. Bratec, to bo neverjetno. Najprej moramo poiskati kamen. Popolo, tukaj je kot prava pojedina. Svačlov, poglej tega frajerja. Poglej tisto ostrigo, dejva jo pojest. Malo lupine je noter, ampak človek, kremasto, slano, res hudo dobro. Malo lupine, v redu, daj vzeti še nekaj več. Poglej to hudiča, človek. Na tem otoku je kar nekaj mušic, ti povem. Vem, da se žuželke in vreme tukaj lahko zelo hitro spremenijo. Ko bo postavila dobro, trdno zavetje, bo lahko začela zbirati neko vrsto hrane. In potem še ogenj. Zdaj se bo vrnila nazaj v tabor. Ta kamen bo pustila tukaj, za vsak slučaj, ob robu vode. In začela bova graditi zavetje, da ugotoviva, kje bova sploh spala danes po noči. To je neverjetno, človek. Poglej to. Jaz in vi, na teh tropskih otokih, iskreno, zato zdaj živimo. V redu, ta ogromen kos plastike, ki sva ga najdla, nama bo prav pršel. Mislim, da lahko skoraj uporabiva to naravno strukturo tukaj in jo položiva čez vrh. Tu bi lahko ustvarilo nekakšno zavetje, pod katerim bi lahko namestila visečo mrežo. In potem bo imela res mehno kolibico na tem otoku, kar nama bo pomagalo preživeti naslednjih nekaj dni. Poglejva, primiva to, dvigniva in postaviva tukaj. V bistvu bo imela to veliko, ogromno, recimo dežno odejo nad nama, to bo ustavilo dež in upajva,
Upajva, da jo bova lahko našla. Končnega zareza še ne bom naredil. Je zelo hlapno. Človek res naj jo izmuči gradna tega zavetja, ampak vidite lahko, da zgleda kar dober. Vreme bi zaenkrat moralo zdržati, kot vidite je nebo precej modro in to bo seveda ustavilo ves sonce in podobne stvari. Jutri me bo popolnoma uničilo, fantje, ko bomo nadaljevali z gradnjo tega. Trenutek resnice. Ja, prav, moram se malo umiriti, ker sem bil kot besen bik v trgovini s porcelanom. Danes še nisem nič jedel. Mislim, da je ravno pravi čas, da se pripravimo in gremo na lov, da vidimo, če lahko dobimo kakšno hrano za večerjo. Prav tako moramo zakuriti ogenj, ker imamo trenutno zavetje. Kar udobno mi je. Jutri jo bomo še malo dogradili, zgleda kar dober. V redu, pojmo na lov, a? Gremo. Prav, mislim, da sem nekaj opazil na obali. Ja, zagotovo je neka riba. Vzel bom svojo sulico. Pejmo. Poglej tega tipa, prav kar sem ga videl. Poglej to. O moj bog, poglej ga, tako dobro je zakamufliran. Wow, poglej to. Tukaj je cela množica rib. Ta stvar tukaj, gledam, če je kakšna velika žival morda ostala tukaj. V teh plinskih tolmunih, kjer bi jih lahko zlahka ujeli s sulico, ne najdemo ničesar. Morda bomo morali iti v globlje predele z masko. Moram biti zelo previden, kje stojim, ker so tukaj modroobročkaste hobotnice, kamnite ribe, morski ježki, praktično vse. In tečem bos. In prav, ker sem pozabil na eno najbolj smrtonosnih živali. In je prav pred menoj. Točno tam. To je stožčasti polž v nekaterih delih sveta in pravijo tudi cigaretni polži. Ker če te zbodajo, te onesposobijo hitrej, kot lahko pokadiš cigareto. Človek res pazen, da se izognem tej bodici, ampak to tam je smrtonosno. Tukaj čez so ogromne ostrige. Poglej tole. Wow, poglej to. Ta stvar je ogromna. Poglej to. Prav, spravimo to dol. Ostrige so dobre, ampak veš kaj je boljš? Riba pečena nad ognjem. Čas je, da se oblečem, grem v vodo in si preskrbim nekaj hrano. Pravo hrano. Moj spolni nagon je poskočil v nebo, testosteron tudi. Pojedel sem 5000 ostrig, potrebujemo ribe. Gremo. V redu, imamo plavuti, maske in sulico. Čas je, da gremo v vodo in preverimo, če lahko dobimo kakšno hrano. Nimam pojma, kaj pričakovati, ampak gremo na lov. Gremo. Plima se je zdaj močno umaknila, kar pomeni, da ne bomo mogli plavati toliko daleč do dobrega mesta, ampak verjetno tudi vidljivost vode ne bo toliko dobra, kot pri veliki, visoki plimi. Torej, pejmo poskusiti, imamo ročno sulico, ne bomo mogli loviti velicega plena, ampak upam, da najdemo kaj dobrega. O moj bog, fantje, skoraj sem stopil na to stvar. Poglejte to, tukaj imamo ogromnega skejtovca. Skoraj sem stopil nanj. Poglejte, dejansko ga lahko zgrabite. Poglejte to. Zagrabil bom njegov rep, poglejte to, držim ga za rep. Vidite to, fantje? O, to mu ni bilo všeč. Vidite, da mu ni bilo všeč, da sem ga prijel za rep. Torej lahko vidite, tam ima bodico na sredini repa, točno tam, prav tam, evo ga. Prijel sem ga za rep, mu zaželel srečo, zdaj bo šel svojo pot. Rad se igram smrtjo, je ne? Gremo.
Dobesedno izgubljam razum, ne morem verjeti. To tam spodaj je bilo neverjetno, fantje. Ampak zdaj mi je tako mrzlo, da mi skoraj odpade. Recimo, da spodaj nisem ravno dobro opremljen. Zmrzujem. Videli ste, tam zunaj sem bil malo preveč hiter na sprožilcu. Videli smo koralnega škarpoča in sem ga hotel ustreliti, pa sem ga zgrešil. Ampak dobesedno smo ujeli eno najboljših rib. To tukaj, fantje, je čudovita riba zobatec. Ravno prave velikosti za jesti tukaj na tem otoku. To nad ognjem bo neverjetno. Imajo dejansko modre kosti, so res čudne ribe in lahko vidite, da imajo te ogromne kot čekane. Zato jih tudi imenujejo zobaci. In kar počnejo je, da jejo rake, školjke, vse te čudne stvari. In zato imajo te velike zobe, kot lahko vidite. Ampak to bo ena izmed najbolj okusnih rib v oceanu. In ne morem verjeti, imamo nekaj hrane za prvi dan. Človek, v redu, zakurimo ogenj, ker me zebe ka psa in spravimo tole na kuhanje. Uspel nam je, človek, imamo nekaj hrane. Ampak jutri bo še bolj noro. Ker se hočem maščevati tisti koralni postrvi, res moram, človek. Dobesedno nam je utopil konico sulice, zato gremo jutri za tisto ribo. Ni varen, prav? Torej, tole razmišljam zdaj. Tukaj imamo visečo mrežo. Mislim, da če povečam ogenj, bomo dobili dovolj toplote od tukaj. In te kamne bom lahko uporabil tudi za kuhanje naše ribe. Prav, začnimo zbirati drva. Tukaj imam nekaj precej suhega materijala. Že zdaj čutim, kako me vsi insekti napadajo. Zato moram nabrati veliko drv. Ni šans, da se jutri zbudim z 8000 pikov komarjev na sebi. V redu, imamo nemba, smo nemba, imamo nemba. V redu, mislim, da smo uspeli smo. Ogenj ima nekaj posebnega, prinaša ti toliko sreče. Prisežem, toplota odganja žuželke. Mislim, da bo nocoj ena prekleto dolga noč. Mislim, da bo mrzlo kot hudič in da me bojo žuželke prekleto napadale, to je gotovo. Ampak, fantje, naš ogenj je kar precej ugasnil. Vidite, komaj še gori, samo kadi se. Ni šans, da ta ogenj ugasne. To bo naš edini način, da spečemo ribe. V redu, ogenj zdaj lepo gori. Wow, človek, tega ne smemo pustiti, da ugasne. To je zadnja stvar, ki jo potrebujemo. Kaj želimo zdaj narediti, je najti način, kako lahko skuhamo to ribo. In imam popolno rešitev. Poglej tole. Tukaj nimam mačete, zato moramo uporabiti roke. Ampak to bi morali delovati. Kar bom naredil je, da se znebim vseh teh vej. Tega nočemo, jaz bom to kar obdržal. To je lep, dolg in raven kos, ki je popoln. Tam imamo čudovitega tuskfiša. To bomo očistili, zato bom to kar naravnost vtaknil v njegovo analno odprtino. Nato bom nadaljeval vse do njegove glave. Vidite lahko, tako. In kar bom naredil je, da ga bom odprl in želim odstraniti vse drobovje, da boste lahko videli prav pri njegovih škrgah tam. Odstranili bomo vse drobovje. In to je verjetno najboljši način, po mojem mnenju, kako lahko pripravite ribo. Radi imate tak preživetveni slog. Dejansko sem nabrusil ta zeleni palco, tako da jo bom preprosto prebil skozi in speljal čez celo ribo in potem imamo našo ribo na palci. Tako, popolno za neposredno nad ognjem. V redu, pripravljena je, lahko začnemo. Zato smo jo zgradili, poleg tistih dveh kamnov. Kakšna lepota, poglej to. Verjetno jo bomo pustili 10 minut na vsaki strani, potem pa bo pripravljena. Temperatura je precej padla, fantje, in komarji so že zunaj, to vam lahko povem. Ampak ta prekleti veter, res je mrzlo, človek, tam spodaj se vse skrči, da je groza, dajmo jo obrniti.
Wow, človek izgleda neverjetno. Danes je bil res naporen dan. Saj neko zavetje imamo tukaj zgoraj, imamo visečo mrežo, spodaj se nam kuha obrok, ampak mislim, da bo jutri še bolj noro. 100%. Imamo tudi tiš jungle juice, ki ga bova spila, ampak ga bova prehranila za pravi trenutek. Ko bova res na dnu, ko ne bova imela več energije, takrat ga bova vzela. Fanke, danes sem tam zunaj videl nekaj bolnih živali. Res si želim jutri ujeti kakšno dobro. Če bi lahko ujel recimo jastoga ali kaj podobnega, to bi bilo neverjetno. V redu, skoro smo ga izgubili v ogenj, to ni dobro. V redu, obrnili jo bomo, da bo kresilo delovalo. Na srečo smo tam zgoraj naželi tisto suho dračje, ker sem se s tem mučil verjetno dobrih 30 do 45 minut, samo da bi pržgal stvar, pa ni šlo. Tako da trenutno vesel sem, da imamo hrano, da imamo topel ogenj. Tukaj na otoku je trenutno res mrzlo, zato sem res srečen človek. Kakšni so prizori sončnega zahoda trenutno? Zdi se mi, da je bilo življenje zadnjih nekaj tednov res noro. Samo hitiš, hitiš, hitiš. Veliko sem potoval. In fantje, v tem videu sem želel vse skupaj zmanjšati na osnovne korenine. Jaz in vi, tukaj, na teh otokih, lovimo svojo hrano, kampiramo dneve in dneve. Človek, to je res razlog, zakaj to počnem. In res vas imam rad. Če ste novi na kanalu, moje ime je Vejt. Tukaj na Vejt Papenfuss, zgodbe z odprtega morja. Živimo z avanturo, raziskujemo ocean, lovimo svojo hrano, kampiramo. To je iskreno to, kar počnemo. Res vas imam rad, fantje. Res ste mi spremenili življenje. Ne morem verjeti, da lahko temu rečem moja služba. Če me boste še naprej podpirali, vam obljubim, da nikoli ne bom nehal snemati video. To imam bolj rad, kot karkoli drugega na svetu. Res. Dobim kurjo polt, ko govorim o tem, ampak res čutim, da je to tisto, za kar sem bil postavljen na ta svet. Resno. Raziskovati otoke in ocean. Takrat se počutim najbolj domače. In zelo sem hvaležen Bogu, da mi je dal te sposobnosti in vas pripeljal sem. Tako da vas imam res rad iz vsega srca. Hvala vam. Zdi se, da je skoraj pripravljena. V redu, zdaj jo bomo odstranili. Zgleda odlično. Ko bi le lahko zavohali, kako dobro diši. Tako dobro diši. Komaj čakam, da utrgam meso z te ribe. Poglejte to. Imeli bomo čudovito ribo tus, ker naravnost bomo šli v to stvar. Zdaj sem toliko lačen. Te ribe imajo velike luske, kar ščiti meso spodaj. Ampak meso teh rib je običajno zelo mehko. Poglej tole. To je čudovito belo meso. Dobesedno lahko vzamemo prste in ga kar olupimo s kosti. O moj bog! O moj bog! Dan smo si to ribo res prislužili, fantje. Res smo se trudili za njo. Ampak poglejte to meso. Ničesar od tega ne smem zavreči. Zaradi tega to počnemo, človek. Sončni zahod, čudovito, sveže pripravljena riba. Veš tisti občutek, ko ješ hrano. Začneš malo ponoreti. Tukaj na teh otokih popolnoma sam, ampak bon apetit. Nismo tukaj, da bi se hecali. Poglej to, popolnoma sem ga očistil. Vidite, fantje, zato mu pravijo modra kost. Ne vem, če lahko vidite kosti, so prav tam kot fluorescentno svetlo modre. Tako, cool, v redu, končano je. Zdaj se usedemo, uživamo v sončnem zahodu in se pripravimo na noč, ki je pred nami. Sonce je skoraj že zašlo. Vidite, da smo zdaj že skoraj v noči. Priznam, tukaj je trenutno res ogromno komarjev. Še nikoli nisem videl toliko komarjev. Oglejte si to. To je najbolj s komarji okužen otok, na katerem sem bil v življenju. Komarji me dobesedno žrejo, stari. Mogel bom spati kar na ognju, ker ste sami videli, koliko komarjev je tukaj.
Tukaj jih je na milijone. Če sedim na privetrni strani ognja, me komarji pustijo primer. Ampak teh stvari je toliko, da moram imeti ogenj ves čas prižgan. Torej naj bi ves ta dim in vse skupaj pregnalo komarje iz našega tabora, ker so me res napadali. Noge me pečejo kot ogenj. Kakšen nor dan danes. Vidite, kako ogenj gori. Še vedno ne morem verjeti, da smo danes našli to žogico za golf. To bo moja srečna žogica za golf. Prav, to je to z moje strani. Vidimo se jutri, zgodaj zjutraj. Kako je videti naš tabor zdaj? Zvezde so noro lepe. Fantje, ura mora biti približno 1 zjutraj. Naš ogenj je pravkar ugasnil. Poskušam ga ponovno zanetiti, ampak me napadajo komarji in zunaj je res mrzlo. To ni dober človek. Tako vesel bom, ko bom zjutraj zagledal sončno svetlobo. Dobro jutro vam, fantje. Imam pesek v očeh. To je drugi dan, kot vidite, ogenj že lepo gori. Sončni vzhod je trenutno res neverjeten. Po noči je postalo tako mrzlo, da sem moral zapustiti visečo mrežo in priti spat poleg ognja za nekaj ur, se ogreti in nato poskusiti še malo zaspati. Ampak, sem izčrpan. Vidite lahko, da se je veter močno okrepil. Občutek novega dne. Poglejte to, zbudili smo se v res norih razmerah. Čeprav je bilo po noči zelo mrzlo, vsaj deževalo ni. Poglejte to, imamo rožnato nebo, modro nebo. Borimo se naprej, nov dan je pred nami, pojdimo se ogreti in pripraviti vse potrebno. In potem, fantje, bomo začeli iskati hrano, vodo in zavetje. To moramo najti. V redu, plima se je zdaj popolnoma umakala, poglejte to, imamo toliko plaže tukaj. Gremo se malo mečkat skalo, ker bo to naš edini zajtrk. Naslednjih nekaj ur, dokler se plima ne vrne. Šest zjutraj, na plaži, se mečkam skalo. Kje drugje bi si želel biti v življenju? Juhu! Rači sem v okolici čez neko preklemansko skalo. Dajmo jo sneti. Sveža ostriga za začetek jutra. Slano je, kremasto, tekstura je malo posebna, ampak je dobra. Vau! Ja. V te je malo lupine, prav? Hočem videti, če je kaj naplavilo čez noč na plaži, ob tisti veliki plimi, ki je prišla, prav? Tukaj malo pregledujem obalo in gledam, kam je prišla plima. Zdi se, da je večinoma samo smeti, ki jih je naplavilo čez noč. Ne vidim veliko dobrih stvari. Veliko več lesa, ki ga lahko uporabimo, očitno ni novih kokosov, ali pa jih nisem našel. To je neverjetno občutek. Imamo sonce. Poglej tole. Zadnjih 8 ur sem molil za to sonce. Zdaj se lepo grejemo. In potem nas čaka ogromen dan. Načrt je, da želim raziskati več tega otoka in ugotoviti, ali lahko dobimo še kaj hrane, fantje. Prav tako moramo preveriti, ali lahko najdemo kakšno tekočino, morda kakšen kokos, morda kakšno sadje. Na tem otoku bomo imeli nor dan raziskovanja. Bo noro. Poskrbeli bomo, da nam ogenj ne ugasne. Tako lepo se je ogret. V redu, ogenj že lepo gori tukaj zunaj, jaz se sproščam v viseči mreži, čakamo, da pride plima, potem pa bomo začeli raziskovati ta otok. Imamo le še približen tok vode, fantje. Zdržali bomo do jutra, zato mislim, da lahko začnemo raziskovati še malo dlje. Mogoče najdemo kakšen kokos, to bi bila res dobra, sladka poslastica za začetek jutra. Na tem otoku mora biti vsaj en dober kokos.
Poglej, tukaj spodaj jih je toliko razbitih. Nič. Slišiš to? Mislim, da smo enega dobili. Upam, da ni zgnil od znotraj, ampak zgleda kar dobro. Moramo priti skozi to usnjeno kožo, fantje, in priti do dna. Zato sem pravkar prišel na ta kamen tukaj. Počas ga bom začel lupati nazaj, to mi bo vzel neki cejta. Fantje. V redu, uspelo nam je. To je tisto, kar nam je ostalo. Slišiš, da ima neki vseb. Ne vem, ali je gnilo ali ne. Čas za kokos. Prosim, naj bo dober, naj bo dober. Tam so 3 majhne očke. Zdaj. Kar lahko narediš, je, da primeš palco in jo preprosto zapičeš noter. Upam, da je dober. V redu, začne se kvart, ampak še ni popolnoma pokvarjen. Ne mora, veš kaj? Je k mleko, ampak se začenja kisati. Mogoče ga bom vseeno vzel človek. Nimamo toliko tekočine. V redu, vzel bom samo malo, upam, da ne zbolim. To je edina stvar, ki me skrbi. Mogoče že fermentira tam noter. V redu. Nima pravega okusa. V redu, odprl jo bom. Poglej to, vidiš vse meso. V redu, poskusimo še meso. Vidiš? Dobro. Malo mimo. Dober kokos na otoku za zajtrk. Pravkar sem pojedel polovico kokosa, to drugo polovico bom prehranil za kasneje, ko bomo šli na lov. Poznam jed, ki jo lahko pripravimo, če ujamemo kakšne morske sadeže, ki jih lahko uporabimo s tem kokosom. To bo okusno. Človek. Torej, to bomo prehranili, poskusili se bomo vrniti v tabor in potem bom pripravljen. Prav, fantje, postaja vse bolj naporno, veter se je okrepil in zunaj je videti grozno. Torej, potrebujemo samo eno stvar in to je ta zadeva. To je Jungle Juice, fantje. In to je moja druga zmaga. To stvar vzamem s seboj samo na teh preživetvenih misijah. Takoj, ko to vzamem, upam, da dobim nov zagon in bomo lahko nadaljevali. Ne bom lagal, moj imunski sistem odpoveduje, zato bum, gremo naprej. Džungelski napitek, prvi od mnogih. Nov zagon! Juhu, nov zagon, stari! Prav, mislim, da najprej preverimo tabor, če še stoji, drugače pa gremo na lov, da vidimo, če lahko kaj ulovimo za jest. Gremo. Tabor drži, tabor zgleda dobro. Vidite lahko sami. Imamo kar dobro zavetje tukaj. In lejte, danes ne kaže, da bi dežvalo. Zunaj zgleda res noro. Naša neoprenska obleka je še vedno mokra. Šluk. To pa ni prijetno. Čas je, da gremo ven iz vode. Fantje, gremo. Videti je precej vetrovno, precej razburkano, ampak smo tam zunaj. Gremo, pojmo pogledat, kaj je okoli teh skal. Tukaj je trenutno precej razburkano, samo nas premetava kot Cezarjevo solato.
Zdaj mi je toliko mrzlo, da mi skoraj odpade, ampak ujeli smo koralnega škarpoča. Poglej to, o moj bog, poglej ga, čudovit koralni škarpoč. Vidiš njegove barve, noro je. Namenjen je posnemanju vsega koralnega in podobnega, tako da je res lepe velikosti, še posebej za ročno ribarjenje. Zelo sem zadovoljen s tem. To bo naša večerja tukaj na otoku. Neverjetno, to je ena najboljših rib za jest v oceanu. Prav. Vrgel ga bom na skalo in bo kasneje za večerjo. Vrgel ga bom sem, lahko sedi kar tukaj. Poglej to, imamo morskega psa v plitvini. Poglej tega morskega psa, vidiš ga? Velika temna senca. Vidiš ga? Tukaj zunaj je morski pes. Poglej ga. Tukaj je človek. Prihaja naravnost proti meni. Poglej ga! Prihaja jest. Gotovo je zavohal vso tisto ribo, ki smo jo metali ven. To je noro, človek. Wow, sam mirno priplava sem. Tukaj je lahko videti zavajajoče, lepo in sončno, ampak tist veter je res mrzel. Še vedno me zebe od prejšnje noči. V redu, zdaj bom začel filirati našo čudovito koralno postaral, fantje. Najprej bom vzel svoj nož in ga zarinil naravnost v analno odprtino. Tukaj bom uporabil res recimo tehniko filiranja na tej ribi, ker je to ena najboljših rib za jest. Zato si res želim vzeti čas pri tem. Pravkar sem jo razrezal, zdaj bom dal roke noter, jo prijel in odstranil vse drobovje. Tega nočemo imeti. To meso se še vedno dobesedno trza. In to je to. Tukaj lahko vidite čudovito filetirano koralno postrv. Na eni strani je popolno meso, na drugi strani je še hrbtenica. Potem bomo lahko naredili stojalo za ribe in ga dali naravnost gor. Zbral bom še nekaj lesa, moramo znova zanetiti ogenj in ga dobro razplamteti. Zbiram nekaj teh kokosov, ker so res odlični za dati na ogenj. Gorijo in močno kadijo, kar pomeni, da bojo ribam dali res dober okus. Hvala, ker ste gledali. S tem samo odstranjujemo vse mehne vejce. Pripravili jih bomo in iz tega naredili nekakšno stojalo za ribe. Zelo preprosto in enostavno. Imamo 3 stebla, položili smo jih čez naš hlod tukaj, spodaj pa imamo lepo plast žerjavice. Pojdimo po našo ribo, lepo razprto kot metulj. Eden najbolj kul načinov za to. Glavni namen je, da jo razprete, da je meso izpostavljeno, nato pa samo sedi nad ognjem. To bo tako dobro. V redu, poglejmo, kako izgleda. Izgleda kar dobro. Verjetno še malo dlje, bi rekel. V redu, naša riba je skoraj pripravljena. Poglej to, ogenj je skoraj ugasnil. Dimili smo našo koralno posteru, imamo tudi ta kokos, ki smo ga pobrali malo prej. Torej, kaj bomo naredili? Samo vzeli bomo kos tega človeka, ali kar tam odlomili malo kokosa. To je tako dober, kot je lahko. Poglej tisto koralno postrv, to mora biti ena najboljših rib človek. Prav, vzemo te kose. Zdaj to naredimo na otoku. Upam, ne more verjeti, da sva to ujela z ročno sulico. Najboljša stvar pri tem, kar sem pravkar naredil s to ribo, je tudi to, da sem jo prekadil. To pomeni, da jo lahko dejansko shranimo za kasneje, tako da jo lahko pojemo nocoj. Ker ne vem, ali bom lahko šel ven in ujel še kakšno ribo, voda je kot blato, veter jo je razburkal in vse skupaj izgleda za nič. V redu, vzamem si trenutek, da se malo umirim, ta veter me je popolnoma izmučil. Povsod na tem otoku so žuželke. Fantje, trenutno sem čist na dnu.
Moral bi prehraniti tisti jungle juice za zdaj. Oh, fantje, srečo smo imeli, da smo šli loviti prej, ker zdaj ne bi ujeli nobene ribe. Zdaj je tam zunaj vse blatna voda. Imam kokos v grlu in tudi ostrigo, tako da ne vem, kaj bomo imeli za večerjo. Malo tiste ribe sem prekadil, tako da imamo nekaj tega, verjetno bomo kar to jedli. Mislim, da ne bomo ničesar dobili. Imamo manjšo težavo. Trenutno nam je skoraj zmanjkalo vode. Edina dobra stvar trenutno je, da imamo našo ribo. Sušena riba, ki se počasi skuha tam, samo puščam jo tam, da ostane topla, poleg tega pa imamo tam še kokos. Ampak fantje, ne moram dojeti, kako mrzlo je tukaj zunaj trenutno, še posebej, če sem samo v tej majici. Res je noro. Prav, pustili jo bomo za taborom. Dobesedno mi zmrzujejo prsi, vzel sem našo ročno sulico, gremo v način iskanja hrane. Morda sem že nekaj našel. Se hecaš. Na njej dobesedno rastejo školjke. Poglej, kako divje je to. Ta steklenica ima dobesedno školjke, ki rastejo na njej. Ampak mislim, da je tukaj noter sveža pitna voda. Poskusimo. Popolnoma v redu pitna voda. To je neverjetno. Človek, kako je z steklenico z vitičnjaki. V redu, to bomo uporabili, to bomo zagotovo odnesli v tabor. Tam imamo še malo tekočine. To je res dobro. Najdi stvari, ki jih najdeš naplavljenih. V redu. Če bom danes po noči ob ognju bruhal svoje drobovje, potem veste, da tista voda iz steklenice z vitičnjaki ni bila dobra. Poglej to, imamo Nautilusa. To je školjka Nautilusa, fantje. Velik star fosil, ki je res nor. Poglejte, kako je lep. Prav, pustili ga bomo tukaj zunaj. Meka žival si bo to izbrala za dom. Se hecate? To more biti največja ostriga na svetu. Poglejte to. To je tako veliko kot moja roka. To je obrok zase. O moj bog, vidite to. To more biti največja ostriga na svetu. Poglejte to stvar. To je obrok. Skoraj sem jo spustil. To je dobesedno obrok sam po sebi. Prav, spravimo jo dol. Ne vem, če mi je ta všeč. Zgleda kot velika krogla smetane, ki sem ugriznil vanjo. Sam pejt. Ješ, vedno pomaga hoditi ob oseki. Nikoli ne veš, kaj boš našel. Lahko najdeš ogromne ostrige, ki ti dvignejo testosteron na povsem novo raven, pa tudi nekaj sladke vode. Ja, in školjka, Nautilus. Dom, sladki dom, draga, juhu, ljubezen, doma sem. Dobesedno ni nikogar tukaj, razen mene. In vi, kakšen se vam zdi ta prizor? Ta ena sama palma v tem malem zalivu. Prav vidite lahko. Zdaj skorda zgubljamo vso svetlobo. Moramo zakuriti velik ogenj za nocoj, fantje. Ni šans, da ne bi imeli velikega ognja. Mimogrede, dobesedno, jata vran mi je ukradla kokos. Poglej te vrane, jih vidiš? To so oni, tam jih je kakšnih 5. Ukradli so mi kokos. Pregna sem jih, predno so mi lahko vzeli ribo, ampak kokos so mi pa vzeli. Shranjeval sem ga za sladico. Človek, zdaj sem res jezen. Moramo naprej. To je to, kar hočemo, draga. To je to, kar hočemo. Sam premakamo visečo mrežo, fantje. Danes po noč ne bo deževalo, ampak bo mrzlo. Tako da sem jo postavil kar tukaj poleg ognja. Poglej si to, lahko vidiš, da ravno zahaja sonce. Tista ogromna ostriga, ki smo jo prej posrkali, mi dobesedno kuha želodec. Dela najbolj čudne zvoke, kar sem jih kdaj slišal, tako da držim pesti, da ne bom sred noči dobil preklete driske. To se ne bo zgodilo tukaj na otokih. Dejno, moramo ostati močni. Nobena ostriga me ne more premagati, prav? Se vidimo jutri zjutraj, zgodaj in polni energije. Čaka nas ena mrzla, osamljena noč, ampak vas imam res rad. Se vidimo takrat. Veliko ljubezni.
Zdaj mora biti približno 3:30 zjutraj, sploh ne spim, tako mrzlo je tukaj zunaj. Dobesedno spim na našem ognju, to je edini način, da ostanem na toplem, ampak imam občutek, da se bom užgal človek, sploh ne spim tukaj zunaj. Poglej moje oči. Zjutraj je tako mrzlo. To je bila ena najdaljših noči v mojem življenju. Danes zjutraj to res čutim. Sinoči je bilo ledeno mrzlo. Na koncu sem spal na tleh. Fantje, nekaj razlogov. Prvič, naša viseča mreža se je dobesedno prepolovila, žerjavica je zadela mrežo in jo raztrgala. In dobesedno sem si zlomil trtico, ker sem padel nazaj dol. In bil sem tako zelo premražen, da sem mogel dobesedno ležati skoraj na ognju, tako mrzlo je bilo. Torej, zdaj je tretji dan in porabili smo vse naše zaloge. Fantje, nimamo več vode. Pojedli smo vso tisto sušeno ribo in človek čist sem izčrpan. Ostane nam samo še ena stvar. To bomo obesili. Naslednja legenda lahko to dobi, fantje. Čas je, da vse spakiram in gremo tukaj. Veselil me, da ste bili z mano. Če vam je bilo to všeč, prosim, všečkite in se naročite. Resnično naredi razliko in vas imam najraj. Več videov tukaj.